Nekateri temu rečejo kriza srednjih let, ampak se v bistvu motijo. Gre samo za reševanje logističnih težav z upoštevanjem faktorja zabave. Ja, še znam filozofirati. Govorim pa o vožnji motocikla, ker če pri 25 nisem imel krize srednjih let, ko sem vozil motor, pol je nimam niti zdaj. Še vedno gledate volan, ne pa oddaje Balanca, tako da brez panike, sem pa prepričan, da se s podobnimi lepimi težavami ukvarja še kdo in mu mogoče moj nasvet lahko pomaga. Po 20 letih sem se odločil spet voziti motor. Najprej je bila ideja kakšen star moped, da grem lahko do sosednje vasi na kavo, ampak sem vsem hitro zaključil, da star Tomos ne bo dovolj in bi rabil še kaj več, če hočem iti recimo pogledati, če imajo kakšna nova polnilnica za električne avte. Zato sem izbral drugače. No, zaenkrat se nisem še nič odločil, vem samo, da nočem imeti motorja, pri katerem bi rabil prestavljati. Vem tudi, da pri športnih avtih non-stop težim, da moram imeti ročne menjalnike, na motorju pa nisem tako suveren in bi se rad samo umirjeno vozil naokrog. In vem tudi, da nisem edini. Ko je pred 3 leti v veljavo stopila koda 125, ste nad takimi skuterji dobesedno ponoreli in jih kupovali kot vroče žemljice. Ideja, da potrebuješ samo 6 ur vožnje, pa potem na koncu niti ne izpitne vožnje, se mi zdi krasna, ker potem več ljudi zbere pogum in se dejansko loti pridobitve vozniškega izpita. Tudi naš Matej je začel na takšen način, evo, zdaj ima pa pravo vozniško dovoljenje. In takšen PCX 125 je za šibanje po mestu več kot odličen, v bistvu tudi precej lahkotno sledim prometu. Ne bi se pa z njim vsak dan ravno vozil iz Kranja do Ljubljane po avtocesti, čeprav poznam nekoga, ki točno to počne. V bistvu sem bil lansko leto na Tajskem, kjer sem spet vozil nekaj podobnega in se mi je pravzaprav zato zaluštalo, da bi imel podoben skuterček tudi potem doma. Tole najbrž zadosti 90% mojih potreb, čisto vsem pa ne. In že viden scenarij, kjer je toliko moči vseeno malenkost premalo, zato grem preizkusiti nekaj močnejšega. Vsem se mi zdi pa kar bizarno, da takšen motor z ABS-om, traction kontrolom, kupom pleha in motorjem v bistvu stane manj kot moje električno kolo. Kar bizarno. Tole je Honda NSS 350 Forza. Temu se reče že maxi skuter in je tudi precej močnejši in hitrejši od prejšnjega. Mislim, še vedno govorimo o manj kot 30 konjičkih, kar pomeni, da vas pri pospeševanju ne bo dvignil na zadnje kolo. No, oznaka 350 pa pomeni, da je tukaj spodaj 330 kubični enovaljni motor in ta tudi izgleda veliko bolj resno. Celo na stopaško s tem ostrim nosom. No, in temu se reče prostor. Evo, tukaj spodaj za 2 pravi čeladi, potem je pa zadaj še kovček s skoraj 50 litri. Matej bi rekel, ziher za vsaj 3 platoje. Razlika v moči je več kot očitna in čeprav je tole večji in težji skuter, potegne mnogo bolj. Mimogrede, takšna Forza je na voljo tudi v 125 kubični različici za vse tiste, ki bi imeli osnovni izpit, pa malo bolj potovalen skuter. V bistvu kar ne morem verjeti, da se tako šibek motorček z mesta izstreli tako suvereno. Ja, izstreli je kar ta prava beseda, na semaforju boste morali imeti precej zmogljiv avtomobil, da boste hitrejši. Predvsem pa je ta veliko bolj kul takrat, ko boste na njem 2 potnika. Malo večji kolesi pomenita tudi, da grbine požira bolj elegantno, no predvsem pa se mi zdi en tak super kompromis vsega. Je pa res, da zdaj preizkušam stvari tudi za vas in zato gremo probati še nekaj močnejšega. Že lansko leto ste si takšno Hondo XADV 750 lahko ogledali v eni od naših oddaj, no in že takrat sem rekel, da tole prav zares ni več skuter, ampak motor, ki se dela, da je skuter. Že menjalnik kaže na to, tukaj namreč ni jermena in za prenos ne skrbi variomat, ampak je menjalnik 6-stopenjski samodejni. Samodejni, ja, tako da tudi ni treba meni predstavljati. XADV 750 ima tehničnega bratranca v Hondi NC 750, tista za nekaj manj denarja ponuja podobno, je pa bolj dolgočasna za pogledati. Tale je pa totalno na stopaški, zame celo najlepši skuter sploh. No,
skuter. Motor ima tukaj 2 valja in brni veliko lepše, moči je 58 konjičkov in zato tudi potegne res dobro, predvsem ima pa tudi tak kar nekaj prostora pod sedežem. Totalno hud je. Vem pa, da zame v tej fazi mogoče ni najbolj primeren, ker tako zmogljivega motorja pravzaprav ne potrebujem in premikati 230 kg po dvorišču z mojimi mini nogicami tudi ni nekaj najlažjega. Torej, kakšna je odločitev? Bam, 3 motorji. Izbral sem pa nobenega od teh. Vsi 3 so po svoje zanimivi, sem pa izbral skuter, ki je dovolj zmogljiv, dovolj okreten, v bistvu, ki ni previsok za mene in ima 350 kubikov moči, zato da je dovolj zmogljiv za vožnjo tudi po avtocesti. Ta moj skuter ima veliko prostora tudi pod sedežem, pa še kovček sem si dal. Ampak ne govorim o tem, govorim o drugem modelu, ki je meni za pogledati še bolj zanimiv. Reče se mu pa ADV 350. Pokažem ga naslednjič, tudi test bo, samo mora najprej kakšen kilometer prevoziti. Jasno.